Se bodo morali uporabniki v Evropi posloviti od TikToka? Trg EU je za platformo izjemno pomemben. Tu imajo skoraj 200 milijonov uporabnikov, predvsem mladostnikov. S funkcijo, kot je neskončno drsanje med videi in sistemom priporočanja, ki neprestano nagrajuje z novimi vsebinami, aplikacija povzroča zasvojenost, je ugotovila Evropska komisija. Mladi tudi poročajo, da uporabljajo takrat, ko jim je že dolg čas. Se pravi, že toliko časa uporabljam TikTok, da mi postane dolg čas, pa ne morem nehati. Ne? Se pravi, ta poročila zame v bistvu so nek znak tega, da je res problem. Tudi za njih, da tudi oni v bistvu imajo problem s tem. V centru Logout opozarjajo tudi na funkcijo samodejnega predvajanja vsebine. Na autoscroll pomeni, da v bistvu niti ni bilo treba pritisniti ničesar, ampak gre sama naprej, se pravi, ti si izredno pasiven v tem. To mora podjetje zdaj onemogočiti in uvesti obvezne premore med uporabo. Obstoječi ukrepi, kot so starševski nadzor in orodja za upravljanje časa, niso več dovolj učinkoviti pri zmanjševanju tveganj za duševno zdravje uporabnikov. To, da je neskončno vsebin, pomeni, da obstaja možnost, da je zame najboljša vsebina v tem trenutku nekje na svetu na voljo.